Katarino sva odraščala v skupnosti Marijinega dela, kar naju je zelo zaznamovalo najin odnos, odnos do Boga, odnos do drugih ljudi. In to izkušnjo sva na neki način posredujeva tudi svojim otrokom, želela pa sva jim dati še eno bolj poglobljeno izkušnjo tega in tako sva se odločila in sva imela to možnost in priložnost, da smo lahko skupaj kot cela družina se za nekaj mesecev preselili v skupnost Marijinega dela v Luminozo, ki je mestece blizu New Yorka, idilično mesto sredi gozda, kjer se vsi prebivalci zares trudijo živeti ljubezen eden do drugega in je bila za nas zares čudovita izkušnja. In po nekaj dneh, ko smo prišli, ko je bilo vse idealno in krasno, smo prišli v eno situacijo, v katero je verjetno prišlo v zadnjem času veliko ljudi, odkar je karantena. Namreč bili smo skupaj 24 ur na dan. In to je začelo zaznamovati naše odnose. Na eni točki sva se usedla in se začela pogovarjati po ene 10-14 dneh, kako vsi vzorci, tudi tisti, ki niso najboljši, kako sva vse prinesla s sabo, kako je vse isto, samo lokacija je druga. In takrat sva se začela pogovarjati o tem, kako je potrebno, da spremeniva v prvi vrsti vsak sebe, ker dokler ne spremenimo sebe, se ne more nič spremeniti. Tudi če spremenimo lokacijo, tudi če smo v idealnem okolju, kjer nas imajo vsi radi, se ne more med nami nič spremeniti, če se ne spremenimo mi. In tako sva takrat razumela, kako je potrebno, da res vsak dan, vsak trenutek delava dejanja ljubezni drug do drugega in do otrok in do drugih prebivalcev mesteca. In ko sva vstopila v ta duh, duh zelo konkretne ljubezni, tako kot pravi Kiara Lubik, ljubezen potrebuje naše mišice, to ni nekaj samo čustvenega, ampak je v prvi vrsti ljubezen zelo konkretna, je tista, ki je potrpežljiva, ki je dobrotljiva, ki ni voščljiva, ki se ne ponaša, ki noče, da je vedno vse po njeno, ampak pred sebe postavlja drugega. In ko sva vstopila v ta duh, takrat se je začelo za nas res vse spreminjati. In to je bila res ena taka šola odnosov tudi za naju, kljub temu, da sva odraščala v tem duhu, res zelo konkretna šola ljubezni in konkretnih dejanj ljubezni do drugega. In se mi zdi, da te odnose zdaj poskušamo prenesti tudi sem, ko smo se vrnili nazaj v Slovenijo. In kadar nam uspe živeti na tak način, dnevi potekajo prijetno in veliko bolj v miru.